Ti si bolj hrček, stari. Ti imaš... Ti si bolj hrček. Lepo. Torek je, ura je 20:27 zvečer, tole so Glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v 69. ediciji Glav, tako je številki pritiče tudi ta glas, ki vas bo zazibal v senzualno doživetje naslednje ure živega in poltenega prenosa iz Apparatus World Headquarters. V ozadju slišite tretji glas, ki ga zaenkrat še ne bomo predstavili, ampak lahko vam garantiramo, da se lepše sliši kot vidi. Smo trije bredi piti smo zdaj za mikrofone. Mogoče smo trije bredi za piti. Tako da, ja, v glavnem, lepo pozdravljeni, seveda vas takoj na začetku povabimo, da se nam pridružite na naših profilih na družabnih omrežjih, ali je to Apparatus, podčrtaj si na Twitterju, apparatus.si na Facebooku, lahko greste pa seveda tudi na apparatus.si poševnica podpri, kjer nam darujete 4, 8 ali 12 evrov mesečno za delovanje naše podcast mreže. Tokrat bi jo bo, če bomo dobili kaj denarja od vas, bo Anže vse skupaj porabil za 3 mince, za svoj tehnični svinčnik. Mora jih pač ne samo, da je svinčnik naročil z Kitajske, zdaj mora tudi mince naročati z Kitajske, ker je pogrunto, da te slovenske so čist preveč krhke in fakt, da če bo on pisal zapiske vmes, medtem ko mi snemamo podcaste, mora biti lepo, ne pa da se vsake toliko časa sliši poči mince. Kjer soundove, ti bi lahko v filmih, ki sta zmerno dva. Poglej, avto gre, brum, groar. Ne slišiš razlik, kaj bi tle leva noter? Isto je, kada NGM logo gledamo. Tako da ja, pa seveda pejte na apparatus.si poševnica salsa, kjer imamo še nekaj skodelic z lepim, čudovitim portretom nikogar določenega. Tako da ja, hvala Poloni, ki nam jih je narisala trgovina Ika. Tudi pri njih najdete v Ljubljani in ta novega leta žal Sanša v Škofji Loki, kot so neke informacije. Ja. Tako da ja, pejte to, pa vmes, ker smo že pri stvareh, s katerimi nas podpirate. Naslednja stvar, ni mogoče direktno podpora Apparatusu kot nam, ne, se pravi, Anže od te stvari ne bo dobil mince, ampak boste pa podprli enega našega rednega dopisnika, pravzaprav mislim, da najbolj rednega dopisnika od vseh, ne, v Glavah, tako da človeka, ki je zadnje časa imel malo manj časa, in zdaj upamo, da ga bo malo imel spet Matej Šluzar, naš dežurni dopisnik za zasavske revirje in nalezljivo otroške bolezni, namreč splavljuje film premierno, Dekleta ne jočejo, zdaj 11.12. zvečer bo to v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, 15.12. v Delavskem domu v Zagorju in 21.12. v Kinu Velenje. Takrat bojo te predpremiere, za Božič, tiste božični oddaji pa povemo, kje si ga boste potem lahko še ogledali. Tako da pejte gledati, če ste kje blizu. Matej dobre stvari dela. Če kaj dela, dobre stvari dela. Ja. Tako da, to je dejstvo. Pižama, kaj bomo danes delali? Danes se bomo pogovarjali o eni stvari, ki jo jaz ne obvladam tako dobro. Na srečo jo Anže in naš skrivni gost s šarmantnim glasom obvladata. Jaz bom tisti bumbar, ki bo vmes dajal reference na Star Trek in na Princess Bride mogoče, pa še kaj tazga. Tako da ja, Vojna zvest prihaja 18. oziroma 18. je tisti datum, ampak pri nas že 17. nekje bojo predvajali. Ja. Čeprav so tiste že kar večinoma razprodane nočne projekcije. Ti se ena danač več dobiti. Ja. Tako da pejte to gledati. Zakaj boste pa danes? Bomo skušali navdušiti folk. Tudi mene. Tudi te. Tako da ja, danes pa sveža kri. Sveža kri. V Glavah. Človek, ki ga verjetno poznate kot najbolj znanega nosilca oprijetega trikoja, trenutno v Sloveniji. Ne bomo povedali, od kje, verjetno nastopa honorarno v cirkusu.
Je pa res, da so ga zdaj odpustili, ker v Sloveniji zdaj so to odpustili, ker v Sloveniji ni več dovoljeno imeti cirkusov z živalmi. Norca se upam delati, ker je to moj improvčenec in eno tisti, kar rečem, ta je moj improvčenec, nad katerim imam veselje. Hvala. Saša Stare, a.k.a. ena od 4 ninja želv. Ja, hvala. Kje je ninja želv bil ti? Michelangelo. Ampak to je bilo ful časa nazaj, mogoče lahko to pustimo. Ok, 2000, v slovenski verziji, sinhronizirani verziji risanke, kaj je bila. Ja, mislim, movie. CGI, kaj je bil. To. Sem bil Michelangelo. Ne najboljša verzija Ninja želv je bil ta film in jaz sem bil ne najboljša verzija Michelangela. Moramo povedati tudi seveda, da druge 3 želve, igralce, ki so dali glas želvam, so izbrali zato, ker so imeli res glasove podobne izvirnim igralcem. Saša to je izbral zato, ker je bil podoben Michelangelo. Ja, ker rad jem pico in sem puklast, da zgleda, kot da imam Jaz sem dejansko... Pa njegov učitelj je podgana. Ja. Sam ga sebe sem zdisala, znaš to? Ti si bolj hrček, stari. Ti imaš... Ti si bolj hrček. Lepo. Te nam zdaj le force čovknu. To ne vidijo ljudje. Nekaj vem. Ja, ne par stvari moraš vedeti. Ja. Drugač pa, ker smo pri sinhronizaciji, jaz ne vem, to sem povedal, jaz sem tudi enkrat glas dal za eno risanko, ki so jo na RS-u sinhronizirali, pozabil sem že naslov. Ampak jaz sem mislim, da jaz, Giza pa Napo, ne, Kaj si rekel, napopal je bilo tako, ok, mogoče je nekaj poslušljivega, ampak je vprašanje, če tebe in predvsem, če Gizo to odtehta. Nek palčak sem bil. Nekaj sem mogel... Mi 3 smo bili palčki. Palčki smo bili in sem mogel nekaj tako hitro skrimo se, to je vse, kar je. To je vse, kar imam. Ampak mislim, da sem v kredicih. No. Tako da ja, nisem bil pa na posterju bo sam Napo. Mene je Dali navabil, ki so delali tega, kaj bo, ena ta mini grozljivkica, nekaj, pa zdaj se nam spomnim, risanka, veš, taka malo lučna in sem bil fotor. Noter sem ga, to je bilo zabavno, da sem to dejansko, sem pa tega fotora sinhroniziral 2 dni potem, ko se je tam malo rodil, celo en dan. Pa bil sem še zombi noter. Tako zombi, tako ko na začetku gledam film in je tako, moja dejansko je prva beseda, ki se sliši v filmu, in smo govorili, da zdaj unga brains, kako bi ga to naredil brutalno, tako da prva stvar v slovenski sinhronizaciji, tako gorenski zombi, ko leti možgane! Mislim, ne, to jaz sem še čurje igral baske, zato sem skoraj da gorem. Zato je isto navlečena kruhke, kot midva. Kruhki forever. To lahko rečemo, kruhkarija Gorjanc, Google it. Sliši se weird, res ne znam ljudem razložiti, kaj bojo tam jedli, ampak res je dobro. In mnogi probajo imitirati, pa jim ne rata. Benu ne rata. Ne more. Ja, to je zveza, ja. Wow, ok, zdaj smo 10 minut nič o Star Warsih. Je super, ker moramo prej še nekaj drugega povedati. Ja, ok. HBO je dal ven plakat. Zdaj že plakat. 6. sezono. Game of Thronesa. A to gledaš? Da trenutno ne. Ja, midva tudi trenutno ne. Ne, ok, mislim tako, trenutno, ostal sem malo nazaj, ker nisem imel toliko časa, tako da ostal sem, ne me zdaj tle, pri 3. sezoni sem ostal, ne, se v redu, vse sem knjige sem prebral, vem, ok, veš, kaj je stacija. Vem, kaj gre, tako da ne bo se mi imamo določen lik na posterju, se zlija očitno rekel, da vejo. Ampak jaz to ne vemo kako. Ne vemo kako. V glavnem, nekdo je na posterju, ne bomo. V glavnem, Star Warsi. Dej, Sašo, ti, ki si zdaj prvič v glavah, pa to ne. Ja. Pa pol zmeram, če imamo takole, da je neka tema pa gosta, kje si ti najdu Star Warse ta prvič? Jaz nisem toliko star, kot vidva. Tudi on je zelo mlad, veš. Jaz sem 83 letnik. To sem sam neko vodho. Kaj, 83? Ok, dobro, malo sem še zmeraj mlajši. Dejansko jaz nisem, ko sem jaz prvič gledal Star Wars, sem vedel že vse ta pomembne stvari iz pop kulture. Ker nekako veš, te vse Luke, I'm your father, pa vse te zadeve veš iz milijona enih parodij, ko so bile. Gledal sem Spaceballs,
preden sem gledal Star Wars. Ja, ok, to je bilo. Ja, to je bilo, mislim, smešno je bilo ful, sam nisem vedel, na kaj so referenci. Mislim, pol jokov tam, pizza the hut, potem. Ja, meni je bilo samo smešno, ker je bila ogromna pica, pa sem pa hotel pico jesti. In takrat se je tudi porodila ta želja, da bi nekoč nastopil v Ninja Želva. Ja, mogoče. Pizza the hut. A što je to za pizza the hut? Niso poslali, ne Ninja Želva na njega. Še ni bilo takrat, kaj si snimal. Ja. Si predstavljaš to, da imaš pizza the hut, platijo ne samo Ninja Želva, ampak zraven še Vanilla Ice. Ki je naredil meni neslab komad. Kar se tiče Teenage Mutant Ninja Turtlesov. Kaj je Ninja Rap? Ja. Go Ninja, go Ninja, go, come on. Ja, to je plus un place. Vidva sta hotla v filmu. To je to. Vidva sta hotla prej mene učiti o rapu. Jaz smo kar poslovu. Dajta vidva zdaj ta podcast naprej. Jaz si grem sprat v 60 z neki orang 90s boom bepa. Lej, Ninja Rap bom dal v zapiske, ne ljudje sami sodijo. Okay? Ne ljudje sami sodijo. Lej, kdor ima kanček zdrave pameti, bo vedel, da je to krep. Lej, bomo videli. Dobro, sem v zapiske napisal Ninja Rap. To je trigger warning. To je rap, ki ga ne vidiš. Lahko ne. Dej, prosim, to zbriš ven. Ne bom. Ne. Ja, prvič in zadnjič sem na glavah. Ne vem. Kaj sem hotel reči, je, da jaz sem vedel ful teh, ful pop, mislim, ful referenci iz pop kulture in ko sem gledal, to je bilo enkrat v osnovni šoli, sem nekako pripričal, sem hotel ful to gledati in sem šel v videoteko pa vse te zadeve, ampak nisem ta prve... Pal si star. Ja, dejansko sem toliko star, da je bila videoteka še takrat, ja. Ampak ta prve, ko sem gledal... Čeprav je res tudi prve so Tržič, ste imeli videoteka še 2007. Ne, jaz pa nisem živel še v Tržiču takrat. Tržič je bil, ko sem bil v srednji šoli. Prej si bil v Kranju. Prej sem bil po Kranju, ja. Born and raised and disappointed. Ne. Kranj je super, carski. Ta prvi Star Wars, ko sem ga gledal, je bil episode 1. In ko sem bil otrok, mi je bil všeč. Aha, ok. Ja, in sem gledal... In se lajka Jar Jar Binksa. Po moje je bilo to... Ja, to ne, ampak pač kot film mi je bil tako te lightsaber battle, vse to mi je bilo super carsko in to je bilo lik takrat, ki je vam prišel nekje. Ja, to je 99. 99, ja sem po moje... takrat enkrat to gledal in sem gledal episode 1, pa sem pa skočil kuj 4, 5, 6 in to je bilo itak, okay. Ja, in to so bile še one verzije, ki niso bile spremenjene, to so bile one stare videokasete, ki so bile znucane. Skoraj ne moreš dobiti, mislim, ali pa zdaj mislim, da je šlo že lahko, ampak full dog cajta nisi mogel dobiti, ne remaster v high quality. Ja, to je, zdaj se neki da, ampak ja, je kar težko. Ker so bile na laserdiskih in pa je folk imel tako laserdiske doma in si imel playerje sam zaradi tega. Ja. Si lahko gledal tam, kaj je pa Lukas več manj šel take stvari spreminjati, ki jih ne razume, zakaj ne. Meni je bilo govorimo o vrstnem redu izstreljenih nabojev. Pa ne samo to. Tudi ampak to, ja. Ti si meni še najmanj, mislim, je dost velika zadeva, ampak kad ti zgledaš, ker on je to šel delati, ne vem, leta 98, 96. Ja, sem te v kinu, ja, ne, in je problem, ker takrat je bil ta CGI še okej, ne. Ja. Problem je, ker je to zdaj kar ostalo. In pa ti zdaj gledaš to neko remaster iz leta 96 in je ogaben CGI. Mislim, tako res je slabo in je v bistvu bolj dated zgleda, kot original, ker ni imel tega, pa je vsi videl, da so bile lutke, pa karkoli. No. Original je imel neki, te seti, pa to so dali eno čarobno... Ja. A veš, nekaj je bilo na tem, ja, videl se je bolj realistično, je bilo neko, kar vse tisto splodire, ker pol remastered je bilo dobro, ni bilo sicer tako, da bi rekel, da zdaj te remastered verzije, da so pa Sky Captain and the World of Tomorrow, ja, ne? To je res, ja. Ne, ja, ok. Ampak je pa, a je original to, ali ni pa samo remastered, ko gre nekdo okoli Jabba the Hutta, pa ga pohod, ne? Ja, to je remastered. Ja, to je remastered, ja. Grozen, to je grozen. The best. Ja, ok. Mislim, fun fact, v originalnem filmu ne bi bil Jabba the Hutt ena humanoidna zadeva, pa se je pa to spremenil, hvala Bogu. Ja. Ampak originalen, tudi v tem šotu je bilo tako, da je bilo posnet z enim igralcem, ki je bil oblečen v eno drugo sceno. Ni bil mišljen sploh, da je ta slug. Ja. Čist na začetku, ta prvič, ko se je snemal, pa so pa kasneje to dodali. Pa, ne v remastered verziji, ampak tako, še zmeraj. Ja, da veš. To ja, ok. A to nisem vedel. Ja, to je bilo na Cracktu krat. A veš, da je episode 1 je remastered tudi? Jaz nisem tega videl, jaz sem zdaj... A so dali na meš Jar Jar Binksa, kaj drugega? Ne, so pa dejansko uničili tempo filma.
naredili so. Jaz sem zdaj, jaz imam preden grem gledati tak film, ki ga res hočem gledati, si pogledam vse filme do takrat, ali zato ne vem, Avengers ali Batman ali karkoli bom šel gledati, pogledam filme do takrat. Si gledal James Bonda? Ok, pa James Bonda sem dvakrat sem po moje šel skozi, pa sem pa nekaj gledal, ker nima. Ampak določena meja, jaz ne delam. Penny, ki jo lahko preživiš. Ne, mislim, da če bi bil samo Connery, je bilo še v redu, polke dobiš unga Lazenby ali pa Mora, ki je bil že 65 let star. Problematičen, ja. Sam Dalton vmes imel pa take zelo temačne scene pri Bondu. Cool. Tak 80s Bond je tisti, pač, če ti je to cool, ti je cool. Mislim, ne zares, ampak tako, smer, veš, bolj kam Mur. Ampak, ko sem šel zdaj gledati epizod, včeraj sem pogledal 3, in prej sem že malo rental. Sem pogledal epizod 1, 2, 3 in zdaj, hvala Bogu, za na koncu sem si pustil 4, 5, 6 in potem gremo valjda v 7. In sem gledal enko, sem jo dobil nekje. Je neka remaster fora. Ja, in je podaljšan film, za 20 minut dodatnih nekih scen, pa podaljšane animacije, šoti, ko sem to se od Peter Jacksona naučil. Ja, očitno, ja. A to ste videli, ko se zdaj Peter Jackson zgovarja za Hobita? Ja, da ni imel časa se pripraviti. Ja, da je dobil pač, ki je Guillermo, ne, ali kjer ne bi ga originalno režiral, ne, in ki je šel stran, da on je imel pol časa narediti svojih priprav in je pač stisnil delom in so skozi. Da ni dovolj režijske knjige, pa take zadeve. Če bi dobro izpadel, bi rekel, kulje. Ja, to sem jaz naredil. To večerja, eni večerja, koliko časa bomo to naredili? 45 minut. Ja. Škratov, ki jejo. Ja. To je bil break. Hrana je bila na mis, pa sem nehal gledati, pa veš, koliko sem vse isto je na Facebooku zdaj začel tizati, da bo eno epizodo Dr. Who-ja ali nekaj. Dober teaser je bil. Ja, cool je bil. Kaj doktor uleti. Pa zdaj, da bo, da doktor je bil ta zadnja 2 dela čist, ne? Hudo, da prejšnji. Jaz ga nisem še, moram ga gledati. Moram najprej priti skozi vse ta slabe dele do Jaz sem rekel, da sploh nam gledal ta prejšnjih. Tega pogledal, ker so rekli, da je nor. Nor, res je dober. Škaj mi ni bilo v tej sezoni všeč, ko so začeli tako, da so podvojni deli, ne? Ja. In pa se je na parkrat zgodilo, da prvi del je bil full dober, pa je full obetov, pa ta drugi del je bil razočaranje. Recimo ta s tem nisem. Vse kar pove, razen tega te zadnje. Pač ta, ko so imeli ko so bili te shapeshifterji, ki so bili. Pač to je bil začetek, je bil full obetov, pa je bilo pa tako kar neki v drugem delu. In... to je ta classic Moffat scena. Jaz koliko je za Moffat. Zaplete, pa pa kdaj se mu urajma in naredi. Kdaj je pa Pri Moffatu mi je fora, on ima, mislim, da ful dobro ustvarja te neke moments of awesome za lik, ne? Neke te, da tako, ko je bilo tam v konc 5. 6. sezone, ko je bilo The First Question, Doctor Who, in pa si bil sam tako pumped up za naslednjo sezono, ne? Pa se nič ni zgodilo. Do konca, ker smo, to je moje ime. Ja, mislim, grozen. In ima dobro za te, ampak mislim pa, da ful slabo zgodbo. Odvisno, kdaj že spet, ne? Blink. Če pa gledaš, kakšne te like in ta, ne sem prav, te Weeping Angels, pa recimo pa The Silence. Ampak, to je cool, ampak Blink, recimo... Jaz bi prav srečal. Blink je itak. Ampak, ko gledaš ta del, ko je sestavljen, toliko dober, kot je ta del sestavljen, nič več ne naredi. Mislim, da elemente, ki so cool, ampak mislim... Veš, to tudi pri Sherlocku vidiš, recimo, ne? Veš, pri Sherlocku je tudi tako, kako je umrl, vsi govorijo, pa ti da pa 4 verzije v naslednji sezoni. Tako, come on, man. Ja. Povej, da mislim, tako ima mal, če tako ful dobro napihne balon, pa namesto, da bi ga počel, ga sam tako spusti. Ja. To je ful dobro. Zanimivo bo zdaj gledati, ne, kaj bo z viktorijansko oddajo. Ja, mene je to zanimivo. Za nov let. Zih pade skup, pa si to predstavlja. Konc bo to. Koliko jaz najbolj sovražam. Kaj ima ta nikotina mu manjka. Če mene zgubiš v seriji, je, ko se zgodi to, da prežgeš del in se začne neki sredi akcije in se zgodi nekaj dramatičnega in poje kredici in poje 72 ur prej in pa sem jaz sam, fuck you, nared mi del, ki bo zanimiv, lepo linearno, propel me dokaj, ne pa da mi tizaš, ka vsak del, ki se začne na ta način, je poje fucking boring do une točke. Ja, nič ni toliko redo, kakor nič ni. In to je sam leži story. Veš, kjer stvar je dobra, ko si prej vedel, kaj vse bo na koncu. The Wet Hot American Summer.
Aha, Ker si pogledal film, ja. pa nadaljeval, kaj si... Čak, to je pa čist drugače zdaj, ne? Ja, si gledal? Ja, nisem še do konca pogledal sezone. A veš kaj je, ful je cool, ampak to je zelo taka nišna serija. Kaj nisem premlad, sem gledal Wet Hot American Summer Film, pa vse to. Nisem... To, ne poistovetiš se z njim. Ja. To imamo mi zdaj cel battle, da on je Louis generacija, mi dva, ne, so pa Aziz Ansari generacija. Aha, okay. Ja, ne. To je samo zato, ko imaš otroka, to ni fair. Otroka ima vsaklo. 15-letniki imajo otroka, to ne šteje. Ja. Ja. Kaj, to je zdaj achievement, ali kaj? Ja. Fak, res. Ja, kaj pa Teen Pregnancy v glavnem? Nazaj na Star Wars, momci. Kar je imel tudi Teen Pregnancy scena. Ne, sam lepo, zdaj, ko smo se malo teh remaster pa teh zadevah, pa dej da obada opravili, to je v bistvu mene, to sem se danes hotel pogovarjati, ker se mi zdi, da zdaj, ko bo ta nov pršel, ne, je CGI tam, kaj je, ne. Zdaj, veste, to zmeram rečemo, zdaj je pa najboljši ever, pa gledaš za 5 let nazaj, holy mother of God, kaj smo kupili, ne. Ampak ok, zdaj... Veš, kaj je ful odvisen od tega, koliko časa vložijo v to. Ker recimo gledaš kakšne filme, tako kot recimo Avengers, Age of Ultron, to not so bile stvari, ki so zgledali slabo. Veš, ta prvi shot, pa te pizdrine, ker je bilo tako, fuck, mislite, kva, pol milijarde ste dali za ta film, ali kva da, ne vem koliko, ne, to sem zdaj pretiraval po moje, ampak ziher ful enih milijonov, ste dali za to in pa dobiš šote, ki so še zmeraj zgledajo fake, ne? Pa se mi zdi, da pri Star Warsih si tega ne morejo več po moje prvošati, zaradi tega, ker smo imeli pač, ok, imaš... Tok cajta, če nič drugega. Ja, pa imeli smo prequel trilogijo, ki jo ljudje hejtajo, ki je bilo preveč CGI-ja, preveč je bilo enih dodajanj. Zato so tudi zdaj šli meseci, vse te promote, kao lejte, zdaj delamo spet scene. Ja, samo to sem, lepo, da sta to rekli, glih to sem hotel reči, ne, ker pač ta Joe Steele, no, ki je pač en model, ki ima en podcast, sem jaz tudi že gost tam, pa on je bil v aparatu. Jaz sem moj ameriški prijateljčki. Shut up. Ne, hočem samo to povedati, on dejansko to dela, on dela v Hollywoodu, pač on CGI dela, on je pač, on v bistvu color artist, ne, on v bistvu scene farba, ne, on je recimo, delo je na parih filmov, 2, ki sem si jih najbolj zapomnil in sem ga polno zabaval, da je delo Smrkce, kar je epsko, in druga stvar. Ful raznoliko barvanje. Ne, to največji smeh je, ker delo je pa tudi na Watchmenih, ne, ki so pa pizdali, tam je pa CGI. Ful velike, veliko modre barve. To še to, ja, da je rejo na samih modrih. Kaj ima pa Dr. Manhattan v dimljah, Smrkec mu visi. Ja, več ali manj, no. Ampak, ne, hočem sam reči, ne, in sem se pa tako z njemu pogovarjal parkrat, pa tudi ta pač podcast, ki ga delata z Denom, ki je meni ful všeč, no, Default, ko stare filme v bistvu gledata, no. Ampak sem že parkrat sta imela to debato, ne, kao ta CGI, pa da je zdaj kaos, da so practical effects boljši, ne, da če daš ti lutko pa to, ne. Ampak je poanta v tem, da je pač vsi te efekti, ne, saj tako pač Joe prav, ker res on dela na teh filmih, sicer je grozna industrija to, ne. Pač je rekel, da če je cajt, pa da se dober dela, bo dober, ne. Če pa tako, ki sem rekel, pri Avengersih, ja, no, ja. Če pa ni cajt, ali pa da se slabo dela, ne, bo pa slabo, ne, in je v bistvu bolj problem v tej industriji, v bistvu on dela tako po 12 ur na dan, takrat, ko firma njegova dobi film, ne, in pa tako, ne vem, 3-4 mesece delajo, ne, in polk, ko naredijo film do konca, ne, se morajo tako bidajo, veš, to je res tam, proste roke trga, ne, varianta, to je par teh firm in unka nižjo ceno ponudne in se je rekel, da so začeli že tak dumping cenje, pa tok so vsi overworked, ne, da sploh že on ne more biti več jezen, ko vidi kakšne tako movije, ki so ogabni, recimo, efekti, ne, tako da ga nisem, ampak sem ga hotel, ga nisem dobil danes malo prašati, če kaj ve. Star Wars pa to, je pa res, da to za kar sem jaz optimističen, zaradi česar, no, je pa to, ker to še zmeraj ILM dela, ne. Ja. Industrial Light and Magic, ne, pa poleg teh novozelancev, ne, Veta, ne, te, ki so Lorde delali, ne, da te dvoji so tako, vsi v bistvu, on tudi pravi, da vsi hočemo tam delati. Tako, da vse te ostale firme, ki delajo CGI, si tako delaš, zato ker pač to delaš, ne, ampak v bistvu hočeš pa na ILM-u delati, ker tam imaš insight in budžet, pa dobro se dela. Ne. Jaz si kdaj na koncu, mislim, kad čakaš na kakšen post-credit scene pri Marvelovih filmih, si lahko gledaš malo, jaz sem včasih malo začel brati, kad pride do special effects, koliko firm to dela naenkrat, pa koliko ljudi, ne. Ko oni rabijo v 2 letih narediti CGI to, kar so včasih rabili, veš,
6-7 let, da se je naredil. In razdelijo ta del na full enih ekipi, to ogromno ljudi dela. In full, vem, da so bile, nam se zdaj spomnil kjer, ampak vem, da je kar par film, ki so tako dobili Oscarje za posebne efekte pa te zadeve, ki so pač bile broke, pa so jih zaprli. Se to mi je on rekel, da je noro, da to se non-stop neki zapira, podpira, pa tako, ne. Kaj slovenski trg prevajalstva ali pa novinarstva. Več ali manj. Ne, sem je tako, meni je to pač dosti fascinantno, pač očitno, če pa ALM, ne, ali pa una Nova Zelandija, ne, je pa očitno dosti stabilno, ne, tako da zato sem jaz pač ful optimističen, kar se ta novega filma tiče. Meni se zdi, da recimo CGI, tudi če je ful dober, recimo, pa da ga je preveč, mi še zmeraj nič malo feeling filma, ne? Ja. Razen če je vse CGI. Kot je Sky Captain, The World of Tomorrow. To bom še zmeri zagovarjal. To je itak en izmed najboljših filmov, a veš, sam ljudje sam ne razumejo tega. Mislim, ne, Ogaben film je. Ja, res je ogaben film. Sorry, fižac, to je slabo. Ampak skoraj na istem nivoju slabega CGI-ja so pa prikoli. Mislim, zdaj, ko sem gledal, meni je bilo grozen. Elementi hoje po enih hodnikih, ko vidiš, da jih ni tam. Vidiš, da je to hod ta dva, itak je večina prikolov je hodimo pa se pogovarjamo, ne? Ja, mislim, grozen. In v zadnji imaš neke tiste zadeve, ko vidiš, da je to fake, to je vse fake. In pač meni se zdi, da CGI je cool, ko pride do enhancanja nekega seta. Se pravi, tako kar recimo zanimiv, prvi epizod 1 je imel delno sete narejene, 2 pa 3 skozi manj, ne? Ja, zelo. In 3 Slovenček, ja. Ja, 3 okay, se zida. Po moje, da ne. Tako zadnjih 20 minut filma je tako lava. Meni ni jasno, zakaj. Včeraj sem gledal ta film, jaz sem bil razpizden. Zakaj on ostane on prije Cap ubiti on prije Cap ubiti te separatiste na koncu, ne? Anakin prije pobiti separatiste, jih pobije, pa še tam počaka, zato ker scenarij pravi, da tam počaka, dokler ne prijeta Obi-Wan pa to. In je ful teh zadev, ker scenarij noter, sam zaradi tega, ker v scenariju se stvari zgodijo. Jaz sem bil tako razpizden, samo zato, ker ni bilo dosti dobro narejen, da bi bilo nam mar za ta pretep. Ker nam res ni mar. Na koncu tega filma ti ni mar. Nisi čustvo investirati v enega od teh likov. Ja, neč, ker to pomeni, da bi mogel vsaj na eni točki v 3 filmih videti čustva. Ja, dejansko nekaj bi se mogel zgoditi, da bi te... In ni tega. In pa, kako so probali mimo tega priti, so rekli, da imamo neste nepški faj. Ampak vse še zmeraj več čustev, kot Somrak. Čeprav, stari. Jaz si skoraj upam reči, da kaj Peterson, kaj je ta iz Twilight. Sem ga videl od Cronenberga filmu. On zna igrati, ne. Christian Češahašen, ne. On je grozen. Meni je najboljš, da so v tretjem filmu, kako on gre proti Darkseid, kako oni to pokažejo, je da se je nehal umivati. Praktično ves čas ima masne lase. To je to, kakor da je zanemaren, ker naenkrat kaj en čuden emo. To jaz mislim, to možeš gledati v kontekstu te danje glasbene scene, ki so na te emo kice, ne. Ampak se to je čisto mogoče, veš. Ja, maybe res. To, Lukas tam eno rekel, kaj je zdaj dark, to emoti. Kaj to pomeni? Imaš namazanje okoli oči, stari. Vile Valo, imaš cajt, nimaš. A poznaš kakšnega Haydensa, v redu, prepel. Jaz si zdaj predstavljam Georgea Lucasa v vsej svoji veličini, ki gre do enega mulca, pa ga sprašuje, kaj zdaj? Kaj zdaj tako malo? Temačno. Sem groza, koliko je Lukas... A hočeš sladoled? Lukas je res rato prototip enega modela, ki je res naredil neki čist, res, 4, 5, 6 je res super. Tudi 6, ki je v bistvu dosti slab film, po svoje, če bi sam 6 obstajala, je v kontekstu trilogije v bistvu čisto stoji. Mislim, razumem, kaj misliš. Veš, kaj mislim, tako. Mislim, kot film je itak, vsi vemo, da je 5 najboljša in tako je življenje, ne? Ja, 5 je najboljša, je, definitivno. 4, 5, mislim, da gre tako 5, 4, 6, tako so, ampak še zmer ne moreš reči, da je 6 slab film. Če pogledaš en kot 2, kot 3, stari. To je pa preprosto relativiziranje. Ne, sem ti se vprašaš, a hočeš živeti po absolutnih vodilih, a boš se skozi prelagajal danemu. Ampak to, groza je, on je res prototip človeka, ki je naredil nekaj res dobrega, potem je pa
pač samo živel svoje življenje. Ne? Ja. In tam se vidi, pisam, ker 1, 2, 3 res ni izgovora. Pač res ni za to gnarja zapraviti, pa toliko enih stvari narediti. Težko, da je neki tok zanačno. Ni dal drugim zapisati. Ne. A veš, ja, pa tudi režirati, recimo Petke ni režiral. Ja, se to je, Petke ni on naredil. Ne, ja. To je, mislim, sej to je... Mislim, meni zaradi tega mi je po svoje, zdaj, ki je to prepustil, zdaj unika ne veste, pač Disney je v bistvu zdaj lastnik cele franšize in trademarka. Povej, za koliko so kupili? 4 milijarde. Ja, to je manj kot Candy Crush. Ne, koliko je bil Candy Crush? A nisem, koliko se da? Ne, v času, ko je WhatsApp prodal... je bil res več, ne? WhatsApp je bil 9, se mi zdi. Ja, ok, maybe. Ampak cel ta Star Wars imperij 4 milijarde dolarjev. To je, in v to so vključene igrače, ja, Indiana Jones. Zato, ampak to zaradi tega, ker on je takrat ne rekel, dajte mi malo denarja zrežirati, sam dajte mi pravice. Ne? Tako, neka ta scena je bila. Ne? In bolj v bistvu za vas mrč, pa to ima vse on pravice, sploh ne 20th Century Fox. Zdaj prišlo tudi, ne, če smo glih, ko si to omenil, je prišlo zdaj do razkola. Ne? To, kar si imel prej, tako Extended Universe, ne, se pravi stvari, ki so bile požegnane, so bile kanonske, čeprav ne v filmih, so zdaj odrezali. Zdaj so odrezali in zdaj je samo še res osnovni 2 trilogiji, sta ostalo pa kaj Legends, ne, se zdaj reče temu. Ja, to ne vem, kako bojo temu rekli, ampak je pa... Kaj je že, v Jokerju bil prejšnji mesec članek, pa... Sem pozabil ga zdaj še enkrat prebrati pred zdajci, da bi se spomnil teh. Ne, sem fora tudi v temu, ker sem bral 100 let nazaj, tako v Wiredu, en članek, ki imaš na Lucasfilmu, en model tako sedi in fila to bazo, ne. Kaj je kaj, ne? In pa je, da imajo za to, kar si Lukas misli, ne, imajo prav tako neki GL, tako oznako, ne. Ker je tako, to je pol v kanonu, tudi če je crazy. Ja. Ker pa je tako Lukas letava in tako, ja, tedva sta bila skaj počasih. In pa mora on tam. Da še kuj, kot J.K. Rowling. Ne, pa tam bil. Ja, no, mislim, ja. Dva ste se pa žvaljali vse. A veš, koliko je tega ekstra mrča, ne, oziroma ekstra zadev? To Canon so bile igre, ne? Pač, ko si ti igral Jedi Academy, pa Jedi Outcast, pa... On igra full Kotor na tablici. Ok. Obrnil sem Kotor na iPad. Hodo. Jaz tu, čaj. Je za igrat na iPad. Ne, samo je za igrat. Ti je vzel več kot 8 ur, več kot... To je tema šala. Več kot Dolinica. Nehi to ponavljati, ker me na Twitterju me ne pusti, vse vseeno. Glavnem... A poznaš eno lušno igrco? Monument Valley. Ja. Znam. No, kje si se ustavil? On je v intervjuju v Aparatusu, ki ga je imel Ulo Furlan, je razložil, da se splača kdaj dati kakšen denar za igrce, kada še smo te daš evro ali 2 evra za Monument Valley in dobiš 8 ur igralne izkušnje. Anže, kaj ne rečem, Monument Valley so tvoji viktorji. Ja, to je res. Ne, no. Pa ne vem, zakaj sem 8 ur. Razvlečeni pa ne zabavni, kaj? In tvoja elektrika. Tu sun. Sam vidim, žvum. Zdaj smo spet začeli snemati, malo nas je prekinul, kaj štroma zmanjka. Ne, zdaj si me, čisto me bo. Ne, drugač pa Kotor se da na iPadu čisto legitimno odšpilati. Res. Až kaj itak je muna pauza pri boju, ne? Tako da ne rabaš neki refleksov, ne? Zdaj se te zastopa z rekel, itak je muna pauza pri bojlu. Ne, ja, še enkrat, jaz mislim, da sem Kotor v teh podcastih, ki jih delam, reže veliko krat omenil, ampak ga bom še enkrat, ker gre saj za moje pojme enega boljših špilov, Eva. Ne, Knights of the Old Republic na iPadu in na Androidu, mislim, da stane. A to je erotični špil, noči pa to. To je tako, kot Leisure Suit Larry, ali kaj? Isto. Leisure Suit Larry. Leisure, ja, Leisure Suit. Isto govori Leisure Suit. Koliko nas je pravilno izgovarjal Tom Raider, jaz smo si govorili Tom Raider. Tom Raider. No, a še tako, kar si navaja. Ja, pa vsak šalabajzer, ki je Salamon poslušal, Futuring. Ja. Uč v oko, če to govoriš. Uč v oko. Sem to rekel, Futuring. Kaj je bilo že? A je bila DJ Briga? A je bila to? Je bilo ne? Na Salamoncu je bilo to? Ona je delala enkrat intervju z Drnovškom in mu razlagala, da konka pa psa Brodja, da tudi en reper Brodi obstaja.
To se tudi jaz zdaj spomnim. Neka Brigita. MC Briga ali DJ. MC Briga, mislim, da je MC Briga. Ne vem, če ste poslušali, nek duo je bil Sadžama. In tam nek je bilo tudi nekaj več, kdo sliši na en bit, ga briga več ne briga. Okay. 10 let je trajalo, da sem dojel to. Čez 50 let bo prišel, Sašo, zdaj štekam, kjer hud komar. Štekam, da je gmah, stari. Ti so vse, a veš, tudi Spaceball si full pozno zaštekal. Ja, se vem. Kar se tiče tega mrča, ne? Meni je bilo full, zdaj, ko sem gledal prikole, ko vidiš, ker recimo v originalni trilogiji imaš te walkerje, ne? Pa imaš TIE Fighterje, pa imaš X-Winge, imaš omejeno število nekih strojev, pa stvari, ki so jih pa naredili igrače, pa to, pa so ratele ikonične, lahko rečem ikonik, hočem reči, ampak ikonične, ko so rekli, tako vsi poznamo to, ne? X-Wing vsi poznamo. Prikolih, ti kar govori, pa bomo rekli, da te film Flow sponzorira. Okay. V prikolih je teh strojev malo more, toliko enih različnih ladij, toliko različnih enih vojnih pizderij. Jaz to nisem mogel nobenega zapomniti. In poj, jaz malo mislim, da je bilo toliko tega stranja zaradi igrač, ko poj lahko res vse lahko igrače spremeniš. In ni bilo enega taga X-Winga, tako da bi rekel, wow, to je pa res ena stvar, ki se vse čas pojavlja. Vsak model ima ta amidala, oziroma amidala. Res ta prvi stari debil sem, se pravim. Mogel sem na glas reči. Ne vem zakaj. Jaz sem prav videl, sem ti kolesje. Kaj sem rekel? Še naredil sem. Ne, sej, zikaj sem že kdaj se spomnil, sam zdaj to. Vsak model ima eno novo svetlečo ladjo za brez veze in ful je tega sranja in nimaš feelinga nekega vesolja, zaradi tega, ker je preveč vsega. Ja. In jaz so izkoristili tiste stvari, ki bi res tako ikonične, ki bi lahko ljudje imeli za igrače. Te odsekano glavo od fotra feta. To bi kar šlo, veš, kot veš, bubblehead without body. To je ta saloma element, ki bi lahko prenesel. Sama veš, tam ne nucaš talere, ki je že direkt v čeladi, sam pa čokolo obrneš. Da ven, da pade. Ok, pa še eno stvar, ki sem rekel, da bi se vsaj vredno bilo omeniti ob temu, ki prihaja nov film. To, kar smo pač do zdaj videli, mi smo si prej pogledali trailer, ne? Zdaj ne gremo tudi v... Jaz sem ga pozabil, ker sem Little Dicky slišal. Lil Dicky, ja. Lil Dicky. A.k.a. the original pancake. Glavno, to unika poslušate Dickija, boste razumeli, si se smejo glika. Aj, dobro, the original pancake. Ja. Ne, to naprej gremo, tega ne bomo razlagali. V glavnem... Poglejte v zapiske. Ja, ok, bom dal zapiske, ja. Ne, ta trailer, ne. Tako kot Lonely Island, sam eden je. Glede na to, da smo ta prvemu trailerju dali res skoraj 1 uro glav enkrat, ne. Ja. Zdaj ta daljši, ne, pač pejmo sam čez, kaj vse vidimo, Darth Daka in podobno, ne. Ja. Ampak, ne, kakšni so feelingi zdaj, kaj to sklepamo zadnji trailer. Ja, mislim, da jih težko bojo še kaj dalo temu tednu, ne. Ja, meni je, mislim, tako, kot je bilo pač rečen, da bo bolj manj na green screenu, manj na teh CGI, zadeve, se mi dejansko zdi, da je to dosti bilo upoštevano. Mislim, kad zgleda fucking hudo. Ja, mislim tako, ok, malo me zmotijo oni lens flare, ki jih ima J.J. Abrams povsod, malo me zmotijo, priznam, ampak jih je tudi toliko malo, da mislim, da če bo to cool film, bom to spregledal. To pa je žena rekla, ne? Žena mu je rekla, da je oladi s temi lens. Res, to je on rekel, da pač on jih je ful uporabljal in da sploh ni videl. Cool, ne? Da je tega toliko, potem po 2 mesecih na kauču je spoznal svojo zmoto kot režiser in auteur. Ja, ne, ampak res, povedal mu je žena rekla, da je umir se in rekel, ja, ok, mogoče bilo malo tumač. Ja. Mogoče. V Star Treku na eni točki na bridžu sploh ne veš, kaj gledaš. Ja. Epilepsijo dobiš. Ja, to so to, ja, tako da meni zgleda, kar z tega CGI, glede na to, da smo to pregovorili, se mi zdi, da je zminimaliziran, pa uporabljen na tak način, da je res tako,
mislim, da obogati nek svet, ne pa da je vse sam fulčudo. No. Mislim, ka oni, ka letijo ladje tam po unem nekem grobišču, Star Destroyer ali nekaj takega, ti zgleda awesome. Valjda malo spominja na tisti original run, ka gre. Se glih hotel reči, kaj je pod racing. Malo, ampak pač zgleda kulno. Mislim, ne motite, ne? Ne moti me, dejansko, Ej, kaj pa to, no? To, kar smo že prej smo ga gledali skupaj, ne omenili, ne? Ženska in črnc. To je super. Ja, super. Ja. To je tako imenovani ta random par. Dve random osebi. Ne, sam pač... Naenkrat je ponudil, kar so jim učitelj vse čas, ne? Ja, pač ampak res vse čas. Ljudje so takrat, zato smo že pri ta prvem, ne, trailerju, da so eni so čist popizdili, ne. Ja, pa se to... kaj nam dajo to, neke ljudje, da niso noši Amerika pravi. Ne, meni se ne zdi, mene ne moti to, kdo, mislim, kakšne barve je ali pa kjer ga spola, meni je bolj pomembno, da je dobro za zgodbo to, pa da je dober lik, pa da je dober igralec. Ja. Da ni Christian Heidelson. Ja, jaz mislim, da je to... To je skoraj pogoj. Ko so imeli brainstorming za novo serijo, so rekli, number one, Christian. Ne, lahko da je una, lahko je sam pisal anti-on, veš, sam tako, nekaj, kar je čist kontra. Ne, ker ta bejba... karizmatiča. Ja, ampak ta bejba meni dosti ležit zgleda, sam itak jo vidiš za te 3 sekunde, ne? Ej, sam zaigral mi, mislim, vidiš, gleda tisto ladjo, ki leti v zrak, pokaže neko željo po potovanju, tako kot Luke na začetku New Hope, ne? In vidiš, tako, v tistih parih sekundah jo vidiš, pa vidiš, da to je neka njena želja, ki jo hoče uresničiti, pa to veliko ti da, dejansko. Tako da jaz upam, da je dobra igralka tudi drugje. Pa sej JJ načeloma ni tako kot Lukas, ki ne bi znal ljudi režirati, pa da bi se, mislim, to je res, skoraj nemogoče. JJ ima svoje fejle, ne? Pač Star Trek Into Darkness. To je res. Mislim, to je res. Ne, ampak ni vse boleče, ene stvari so boleče. Ja, okay. Ja, ni vse boleče, ampak ni pa tudi vse fajn. Mislim, tako je kar slab film. No. Meni je tako, meni je Into Darkness, jaz imam zelo tak odnos do njega. V bistvu mi je, po eni strani mi je v bistvu tako zgodba, da je Khan, pa to mi je v bistvu sploh ni toliko weird. A ga dojemaš kot omaž? Viš, če ja, pa ja. Okay. Ja, jaz sem preveč treki, da mi ti... Preveč sem treki, da če gledaš še enkrat Khana, da ne bi bilo kul. Človekom. Ja, oh god. Ti govoriš človekom. Okay. To je zgodba, ti govoriš človekom. Ne, jaz sem Star Trek preveč rad in pol jaz tega... On je bil gost na Random Track. To je full hud podcast, en ta Anžetov Američan vsakič izbere tako na random eno epizodo in pol debatirata z gostom o njej. Eno epizodo... Kjerekoli serije. On je glih Married with Children izvlekel. Ne, jaz sem dobil The Next Generation, kaj je že bila, nam se naslova spomnil. Tam Snežinka, ki pada. Ne, ni. Bila je una, ki zveš, zakaj so vsi alieni v bistvu humanoidi. No. Aha. No, tisto sem dobil in sem mogel govoriti. Ja. Ampak ne, to je moj človek. Rečeš samo vej opis epizode, tako je vene. Če sem gledal tega full. Mislim, vse Star Wars trojčka, no. Star Wars, Star Trek, Stargate. Lej, priznam, ni najboljš, ampak gledal sem... Stargate ankoli nisem mogel zares gledati. Meni je MacGyver, ki hodi po vesolju carski. No. Mislim, meni je bilo to je res, to se pa strinjam. Ja. To težko fališ. No. Ja. No, mislim, Into Darkness je bil tako, no, ampak upam, da bo kulno. Mislim, zaenkrat JJ, kar sem videl v trailerju, je bilo full fajno. Mislim, spoznaš to glavno junakinjo, eno od glavnih junakov, spoznaš tega črnega Stormtrooperja, kar je prvič to. A je že kdaj bil... Ja, mislim, bil je Maor. Maor je bil ta model, ta igralec, ki igra klona, ne? Ja. Je Maor, mislim, da, ne? Ja. Ok, no, to je to. Ja, ne vem. Nočem biti rasist, sam ne vem, zares. Black enough, jo. Ne, ja, mislim, ne vem, a to šteje, ne vem, koliko je...
Ja, tle je bila že ta kriza, nekaj klonov začeli počasno, kot se mora malo še ne pa rekrutirati. Se že original series niso kloni več, ne? Original series v originalni trilogiji niso kloni, lahko se pridružiš, tako kot normalna vojska, ne? Kao kloni so bili sam takrat na hitro, da so... The Empire wants you. Je takrat, ko je Empire kao rastel, nazaj. Nekaj je bil na vrhu, ampak predtem. No. Ja, kaj, 20 let je vmes. Ja, 20 let. Se pravi, ta čas, se pravi, konc prve trilogije je začetek imperija, druga trilogija je, ko je imperij na vrhuncu, ko ima svojo vojsko, vse te zadeve. Enkrat sem bral eno ful zanimivo stvar na netu, ko je nekdo sam izpostavil, da v bistvu lahko gledaš, če gledaš imperij razen tega, da ubije starše od Luka, ne ubije nobenih, mislim, pa cel planet. Ok, dobro. Ampak nobenega druga, mislim, sam zmer v direktno, če primerjaš, recimo, da so te rebeli teroristi. Šala, ne, kako pobil bomo tok in tok milijonov teh in enega klovna. Zakaj pa klovna? Še benzo. Ne, mogoče sta pa starša od Luka, veš, tam moment, ne, pobil bomo en planet, pa 2 kmetavza. Zakaj pa 2 kmetavza? Veš, sem rekel, to je to. Vsi so pozabili planet. Ne, zadeva je bila, da je model govoril, da pač, če gledaš filme nekako tako, da se ne uživiš full zgodbo, da lahko dojemaš rebele tako kot teroriste, turistično skupino, ne? Ja. In Empire tako kot državo. Ne? Se pravi, tisti napad na planet je tako, kot da greš bombardirati eno tretji razred. Ja, recimo, demo, da smo. To je pol Putin. Palpatine. What? Ja. Palpatine je v resnici dobi L. Ne, čeprav, a veš kaj je najboljši odgovor na to teorijo? Ja. Serenity. Ja. Serenity je, ti si gledal, kaj se, moj bog, pižamc, to pa res bi mogel gledati. Firefly imaš 12 delov. Človek z otrokom. 13. A 13 delov? 13, ne. Pa film. 13 pa film. Pa Serenity film, ampak tudi če sam Serenity pogledaš, to je eden boljših sci-fi filmov. Ampak ne sam Serenity pogledati. Ja, Firefly. Mislim, ta zadnja epizoda Firefly, mislim, zakaj se je to nehalo? Ja, to je res grozno. No, ampak, hotel sem samo to reči, da to je glih par Firefly oziroma v Serenity, je cela ta teorija, ne. Ja. Ker tam je tudi imaš nek Galactic Empire, pa te, ki so v bistvu kontra Browncoats, ampak je v bistvu tako, da lahko so in te teroristi, pa tudi tu niso čist bad guy. Tam je res to prpeljan, v bistvu je Star Wars do konca prpeljan. Ja. Ne ostane na temu nivoju, ki je v Star Warsu, kjer imaš ti Empire, ki je samo evil, ne? In pa te rebelse, ki so v bistvu sam dobri ljudje in nobenemu nič nočijo. Ne? V Serenity je pa dejansko do tega pripeljan, da Empire je kao evil, ampak v bistvu je pač to vojna iz strani. Ja, v bistvu, bolj na to foro. No. To si res, Bižanc, to... Vse vem, da obstaja, ampak ne časa. Vse to vem, ampak to je res dobro. No. To je ena od drugih stvari, ki to že zdaj. Jaz mislim, da je dosti pomembno, da se posvetiš malo temu, to pogledaš, pa pač boš kasneje vzgajal otroka. Mislim, da veš... Ne, vzgojal otroka ni problem je, ko hoče na založbi moj prevod. Jezus. Kaj sem hotel reči? Reč, da vzgajaš otroka. Sta malim Firefly gleda. Le se, če počakam še par, mogoče ga pa počakal, da on tam najstnikov pa skrb gleda. To je dobro, da. Bova skupaj se čudila zgodbi. To je cool, ja. Nekaj ti si res proper. A je še kaj tazga v traileru, kar vama je izstopal? Poleg BB-8 se bomo lahko o droidih na koncu pogovarjali. O droidih se bomo nekako... Mislim, ta nov lightsaber, ne? Mislim, ta nov lightsaber. A to veste, kako so naredili zvok lightsaberja? Ne. Kinoprojektor. Ja. Ta tip, ki je bil ta glaven za, oziroma eno teh, ki je delal na teh projektih, na Bert je bil človek, se je pisal, bomo dali link na ta člančič, je se spomnil nekega zvoka, ki ga je prav nek specifičen kinoprojektor dejal, ne, in je šel tisti posnet in pa mu še nekaj manjka, kaj bi bilo, in ko je doma nekaj snemal in se je sprehajal z mikrofonom okoli in je ujel statiko od televizije, ne, pač stvar, ki se danes ne bi mogla več zgoditi, in je to združil in to je pravzaprav skupaj. 3-4 zdaj, kdo naredi najboljši lightsaber zvok? Yes, lej, žvijung. Ne, moraš ga tako kot on lev na začetku. Ja, to zavres. Moraš ga res. A smo v Star Wars filmu? Sej potrud se. Sej potrud se, ja. Ne vem, kva bi naredil.
Ja, ampak to je to, ki je namerne. Ja, ok, ki je namiral, prosti, ki nisem animiral tega lightsaberja. Sem mislil, da boš to naredil, veš to, kaj ga čakaj, To je. Ja, jaz bi to. Pa vmes, ne, ki se... Ja, ok. Čak, deva se proba. Ne, to je neumen. To se je tudi weird sliš. Ampak ok. 69, jo. In to je to. 69, Dajte se nazaj obleč, prosim. Dajte se prosim nazaj obleč. Meni je neroden. Filik ima, kada sem z 2 Markoma Mandiča na tle. Čeprav ne, da gremo ful predaleč. Pravzaprav s 3, kaj Saša debo. Če je 69, pa se težko sablaš, sam povem. Ja. Sam povem. Mislim, znos, ne, to je... Okay. V glavnem. Če si Cyrano de Bergerac. Ja. Fuck, no. Ne, a ta nov taka na strani, na stran še. Tako ima še strani, ja. Nakazuje srednji vek. Ja. Ne, meni je, jaz sem prvo, prebral sem eno razlago, ki mi ga je opravičila, ki mi je ta lightsaber čisto opravičila in to je, ne. Tip satanist. Ne, samo da v bistvu une stvari, ki grejo na stran, ki v bistvu delujejo tako pri ta pravem meču, itak delajo samo takrat, ki ga imaš ti v roka, načeloma. Ja. In zdaj po tej logiki je v bistvu to super, ker vstal lightsaber, ki bi šel ob tvojemu lightsaberju proti roki. Da moraš te tako imenovane Skywalker poškodbe dobiti. Tako, ne? Ja. Tako, ne? In iz tega vidika to kar make sense, ne? In pol, če je to, ker je broadsword pol, ne? Sklepam, da ga imaš z obema rokama, ni tega momenta, kjer če bi ga imel v eni roki, drugo roko zapičil, ne? Ja. Tako da pol kar naenkrat to skoraj funkcionira, ali ne vem. Pa bi se tudi vitezi štihali. Moramo Vučajanka poklicati. Vitezi niso imeli narejenega, tega države, pač oziroma tega ščitnika, ni bil narejen z rezili, ne? Ni bil. Ne. Demet, še ena luknja v moje teorije. Čeprav je to srednjeveško, ker tudi tam, ko gledamo ta v trailerju, ta prizor, tam zasnežen, fakt je tam je Jon Snow not. Da bi res dozad Jon Snow. Mislim, ima tudi ta Kylo Ren, ta bad guy, kaj je, z masko, pa... Darth, ja. Kylo Ren, ki ima ta meč, ima tudi za sabo njegov kao te bodyguardi, pa friendly, ali karkoli so homie, so The Knights of Ren, ne. Imaš to... se pravi to, da so kao knights, vitezi, a ne ta srednji vek, kukor gre, pa itak v prejšnji in Battle in vse je bilo zelo tako, mislim, da Middle Eastern, pač vzhodnjaško, pač te fajti so bili zelo pač skoraj ninja scene, ja, in tudi lightsaber sam po sebi je zelo spominja na katano, ne. Tako da maybe je to ena nova smer, pa itak, če tako pomislim... Ja, viš, to ma ne pomislil, valjda, da je tisti bolj katana, to je pa zdaj bolj meč. Maybe, maybe je taka scena. Plus, če tako pogledaš tudi, jaz sem furat gledam, ne vem, na YouTube followam, imam subscriben ga Chrisa Stackmana, on je, sej pijami sem že zanič govoril, on je en kritik full cool in on je objasnil, kako je, kaj prvič videl šestko, kaj je ta prvič videl zelen lightsaber, da je bilo folku sam, a veš, kaj prej so samo modrega, prdečega videli, kar nekaj je bil zelen in je bilo tako, kako to, in pa kaj je prišla enka, kaj je prišel ta prvič dvojen lightsaber pri Darth Maulu, je bil folk spet, to je bilo kar nekaj full cool in pa mislim, da zdaj sem malo pod pritiskom, da dajo neki noga vsakeč. Valjda, da je neka nova verzija. Neka nova verzija mora biti, veš, malo se pričakuje že, da bo neki naslednjega. Na eni točki bo z enim full tankim uredil, bo sablov. Ja. Rapir. A veš pa imel tako lightsaber, za te, kar res obvladajo silo, šmo tako šurikene. A veste v mitologiji, kako nastanejo pač lightsaberi? Jaz vem, da ga lahko Kotorju si sam narediš, te kristali so. Ja, kristali so, ja, in kao Jedi ne bi prenrata Jedi šel na tisti nek planet, kjer so te kristali, pa ne bi sam si sestavil svoj lightsaber. In v filmih, mislim, da so zaenkrat bile 3 barve, ne? 4 barve. Vijolično. Ampak bliz. Ne, ni bilo tudi oranžno. Ne, oranžen je pa samo v igrah. V špilih. V špilih je oranžen. A je to pač oranžen špilih, to pomeni, da je rare item. Ne, v Kotorju dejansko ti poberaš kristale in si vsak kristal ti neki da, ne? In si lahko zbereš, kakšen ga všmev, ne?
In to lahko narediš, in pa imaš pač znotraj, ne vem, recimo knjig, pa tega imaš pol like. Ne vem, da je en v tem, kar so zdaj, pač ta film bo izničil to. Vem, da je tako en, ne vem, sin od pravnuka, od Han Solota ali neki isto rata Jedi. Ko vsi ti otroci ratajo Jedi, valjda vsi ratajo. Kerja Potterja, ne. Ja, itak, ne. Čarovnik pa od Walterja Whitea bo kuhal drugo. Ja, itak. In ratajo vsi Jedi in en od njih rata tak, da se stavil neki pokvarjen lightsaber, ki se mu naključno ugaša in pa je nos poškodbe zaradi tega. Ampak je pa še zmed Jedi, s njemu uniči pač lightsaber, ki se mu ugaša. Jedva dela. Ja. Kako Firecajki včasih. Ja, malo dela, malo ne dela. Kaj si pa zgubil garancijski list? Pa roko. Lepa. Ni garancijskega lista, ni rokice. Ja. Zdaj pa za konec, to mi od česar ne moremo, ne? In to, kar sem rekel, da bomo na koncu prejle govorili, ki je trelil droidi, ne? BB-8. Zdaj pa jaz bom dal eno teorijo ven, od kateri razmišljam, odkar sem videl BB-8. Okay. Dejansko jim je ratelj narediti droida, ki je popolnoma nov, je glih tok R2D2-ja, da je cool kot R2D2, sam mogoče 7-krat bolj praktičen, ker je pač kugla. Ne. Dejansko mislim, da mi je ratelj tako narediti boljšo verzijo R2D2. Dejansko so naredili perfektno božično darilo za mulce. In za fotre. To se strinjam. To bo letos to je nova Elza. Tako je, ki je bilo lani. Koliko si rekel? $150? Mislim, da je $150. No, ampak ne, to ali pa imeli bojo še take in take igračke, vse pa, kako boš. Ne, ampak hočem samo to reči, da dejansko je to pač nek droid, ki je cool, mislim, to je res fajn droid. Veš, kaj hočem reči? Mislim, niso dali neki novega, pa je tako, kle ste hoteli, da je to R2D2, sam novejš, to je res ful dober droid. Ne, to definitivno. Jaz nisem benga si že tako, kaj sem pa kle naredil. Tako se mi zdi, tako da je, če ta... Koliko se ti zdijo droidi pomemben del Star Warsa? Kaj meni se zdijo ful? Ful, jaz mislim, da ful. Kaj imaš tako in originalni, mislim, če tako gledaš, zgodba se začne s tem, da R2D2 prinese sporočilo Ben Kenobiju na Tatooine, in v bistvu je požene zgodbo naprej droid in zraven imaš pa C-3PO pa vse ti zdaj. In sta vse čas zraven še celo neke akcije ima to mes, pa tako fulje nekih cool zadev. Skačata, ne, v trojki. Ne v šesti, v trojki skačata. Ne skačata. Unleti, daj ne mi trojki. Moral se vama ta semin zdele. Ja, ker R2D2 ima očitno jetpack, ne vem kaj, stari groza. Ta R2D, jaz njega malo sumem, da je žlahti zdaleki. Ne, sam veš kaj fora, ampak to, mislim, meni se zdi to ful pomemben, ampak tako, kar si prej rekel, ne, ti si imel R2D2, imel si C-3PO, pa si imel pa še par teh droidov, ki si jih sicer videl, ne. Ampak niso bili tisti, ki si jih iskal. Tušaj. Wow, to je lova prelepo, v bistvu. Ja, res je bilo lepo. Res je bilo lepo, klenjo. Kaj ne rečem, bila je past. Okay, v easy. Da si on a roll, ampak naslednja bo šla. Tako rekoč sem vajnočka. Pa plačuj preživnino. Hočem se samo to reči, da jaz ful upam, da bo ta BB-8 imel neko tako vlogo, kot ste jo imela una-dva. Ja, jaz mislim, da se mi zdi v prikoli nista zares imela neko vlogo. Ne, v bistvu ne. Se vidi zdaj tleja, kako hod s to, ona je ta jih čerka od... Ne vemo še. On je ta zdaj pravzaprav, ta Dobby House Elf je nekaj spremlja. Ja, skoraj. Pa krat po nesreč vržeš tu v nanga in gre. Koliko mislimo, da bojo to neki otroci celoten Star Wars je zaenkrat narejen okoli Skywalkerjev. Kukor se mi to zdi, recimo, da za ful dober je, da se nam spomnil, na YouTube je pogledajte si, za Episode 1 pa tu je naredil What if Episode 1 and Episode 2 were good, in pa ima svojo verzijo tega. Ful ima dobro zadevo. Bo še že tu poslal. Lahko, ti bom dal, on ima ful dobro narejen in razdela, da pač problem te druge trilogije je bil, da se je osredotočil na Anakina, ki bi se mogel na Obi-Wan Kenobija. Da Obi-Wan Kenobi bi mogel biti glavni lik in pa bi zgodba
ful bolj funkcionirala in se na Anakina in da je to ful zgrešen. In se mi zdaj zdi, da ne vem, jaz ne vem, če bi bil full happy, da bi to zdaj se spet okoli Skywalkerjev dogajalo. Jaz mislim, da sem, mi je, da so, kaj itak so vključili. Ne bojo, sem verjetno, da bo čista glavna, ne. Mislim, bojo vključili te itak stare like, ne. Jaz bi gledal nove like. To še do Džabe otrok. A je imel Džaba otroke? Džaba je imel isti, ne. Ja. Se načne, a se ve, zih nekje piše, kako cajta živijo, ne. Ja, verjeten, ja. Ja, to treba videti, ne. Sam ta Džaba ima ful teh sužnov, pa tega, valjda ima neko otroke. Kakšna je pričakovana življenjska doba vesoljskega Lazarja? Ja, lej, to je, jaz ti grem stav, da je v 4 romanih to razložen. Tako, stav grem, da je to nekje razložen. Ja, ziher je. Ok, lej, pa za konec, ne. Če spomnimo se na hype okoli enke, dvojke in trojke in potem britki padec, ne, zdaj v tem kontekstu to sprašujem, pa gremo sam nekaj napovedati, zato da pa ljudje, ki bojo to poslušali in bojo šli film gledali, tako, koliko vi niste vedeli, kaj govorite, ne, ali pa vse so zadelne, pa nič tako, kar se zgodbi reče, ampak realno gledam od 1 do 10, bom rekel, koliko sta napaljena, zdaj pa kaj to pomeni, ne? Ja. Ukomponiraš un hype, ki je bil prej in pol razočaranja, ali pa pižam ti, kaj neč ne veš. Ja. Koliko sem napaljen? 7. Wow, ok. Ne, ampak ne, res če sem rekel, jaz nisem blik zdaj največji fan. Veš, toliko poznam osnovno zgodbo in jaz upam, kolikor sem to spremljal zdaj, ne, se mi zdi, da bomo dobili boljšo stvar, kot je 1, 2, 3. No, to sem prepričan in bo pa videl, zdaj sem To bi tako, kot si ti rekel, ne? Prej, da upamo, da ne bo Skywalker, pa upam mogoče tudi, da ta Kylo Ren, da bo imel, da bo pokazal njega, tako kot je pravzaprav v nekem takem zelo čudnem odnosu s kakšno žensko, veš, in kako. Jaz bi rad videl, da naprej pelje ta svoj karakter, ta svoj lik iz deklet. Ker jaz mislim, da moramo, da dejansko je pa Adam, je, veš, v resnici nek ta galaktični potomec teh sitov ali česarkoli. To je pa že spet čisto. Ker to potem tudi, veš, nekako pojasni to njegovo živalsko privlačnost in ta magnetizem, ne, ki ga ima na tkano. Iščeš origin story. Od Girls, ja. Od Girls, ja, ok. Kjer hudi action figuri bojo to. Naredil se, v New Yorku sem nabavil, sem najdel nek knjigarnici Mad Special, ki so vse te, ki se delajo norca iz TV nadaljevank, ne, so bili zbrani, ne, v eni posebni in je bilo tudi prav Girls so bile action figures. Lina Dunham action figure, ok. Saša, ti? Ja, jaz sem, kako bi rekel, zelo pazljivo hyped. Tako pač sem, jaz, ko grem gledati te filme, jaz res hočem, da so dobri. Tako, jaz res hočem, jaz imam rad, ful uživam v znanstveni fantastiki, fantaziji, vse to, jaz hočem, prav želim si z vsem mojim bistvom, da bi ta film in podobni filmi, ki prihajajo ven, tako kot so bili recimo Avengers, pa vse to, te, ki jih res hočem, jaz si želim, da bi bili to dobri filmi. Ampak sem pa zmer malo pozljiv pri tem in tudi zaradi tega upam, da kritičen. Mislim, da grem film gledati, pa če je pač slab, pač rečeš, to je bil slab film. Tako, kot so bili Avengersi, Age of Ultron, fucking za nič film. Ima parih scen noter, ki so bile cool. Slab film. Ja, slab film. In tako da jaz sem zelo pazljivo hyped. Jaz res bom šel gledati film, jaz hočem, da je dober, upam, da bo dober. Jaz upam, da to, da je Lukas šel stran, ker po teh 3 filmih ne moš narediti trilogije filmov, pa čisto zafurati vsega skupaj, pa reči, da si še zmer, a veš, s srcem pri tej stvari, ko očitno nisi. Vsakemu čas, da je šel, ne? Ja. Svoje, ne? To je ful... Da je stran stopil, ne? Težko po moje, ker to je to, kar ga je naredil, ne? Ampak, lej, carsko, jaz... Bil je večji človek in bogatejši. Ja, zdaj je naredil en CGI risanko, ki je toliko slaba, da je bila v The Flophouse-u. Da, pol vemo, da... Ja, on je rekel, da zdaj hoče delati stvari, ki jih sam hoče, da je zmer delal eksperimentalne filme, ne? To je on rekel. In da zdaj hoče delati stvari, ki jih hoče, zato kako je delal Star Wars, je sam delal, kar so drugi hoteli. Noben ni hotel, enke, dvojke, noben. Jaz sam upam, da bo cool film, no, jaz se hočem zabavati, jaz hočem gledati cool like, zgodbo, ki nima preveč lukenj. Ne moram od Hollywooda za necajti, tako ne moram pričakovati nekih ful dobrih zgodb, ki bojo perfekt ali pa karkoli, ampak tako, a veš, ko so ene malenkosti v filmu, ki jih oprostiš,
Pa so pa ene stvari, ki jih pa pač ne moreš. In jaz upam, da če bo imel že napake, da bo imel take mehne, ki jih lahko prostimo, pa da bo cool film. Ampak sem pa pazljiv pri tem, tako da zna biti krep, ampak res upam, da ne bo. No. Ful se veselim tega filma. Ja, jaz sem tam nekje, kot ti, ne. Pač, jaz ne moram mim enke, dvojke pa trojke, da bi se zmrzi, stari, no. Ja, jaz ne morem se prepustiti temu, da bi sam pozitivno pričakoval. Ne morem biti sam dobre volje, no. Ko vsakič, ko rečem, to pa nav slabo, pa je tako, ne. Phantom Menace. Phantom Menace in pa sem tako, ja, ok. Ampak previdnost je znak modrosti. Itak, tudi če bo krep, vama bo všeč tudi Vanilla Ice in komad vama je všeč. Ninja rap je dober, sploh ne bomo. Sploh ne bomo. Go Ninja, go, Go Ninja, go Ninja, go! To je to. Mislim, ni zdaj dober komad. Ni dober komad, ampak za takrat. Znova gledamo tako, ne, relativno, ne, tako naprej. Ne. Jaz bom sam tako rekel. Ne da relativno, ampak to so bili Teenage Mutant Ninja Turtles film. Ja. Komad je naredil Vanilla Ice, ki bo takrat hot stuff. Takrat že ni bil več. Takrat ne, je še kar bil. Ne. Okay. Lejte mene, jaz sem že Tomi, če sem vladam bele repere do potankosti. Vsak dan njihove slave, točno vem, na kateri dan se je Eminemu začelo poznati, da se ne druži dovolj s hčerko. Ne, sem tako. Pa še nekaj, pa Little Dicky, veste, to vam bomo tudi pokazali. Jaz točno vem, kdaj je ta prva stvar narediti. Kjer je bila ta prva stvar narediti? Ok, ne se spravljati na Little Dicky. Ja. To je pa zdaj tumač. Little Dicky je model, tako da v easy. Mislim, da to so bile te hot 69. 60 glave, zdaj se bomo počasi oblekali in šli iz studija. Tu smo skakali levo, desno, po vsem. Jaz upam, da to nisem jaz kriv, ker sem prvič tukaj. Ne. Jaz upam, da sta vidva to kriva. Ja, ne. Anže je kriv, ker pač... Ne, plan je bil narediti Star Wars hype epizode, mislim, da to ne merata, ampak pazljivo. Ker, ja, tako kot pri 69 treba biti previden. Ja. V glavnem... Nikoli ne veš, kdaj bo kdo prdnil. For fuck, sem pižama, povej admin. No mora. To so bile 69. glava, hvala, ker ste zdržali z nami vse do konca. Še enkrat se slišimo pred novim letom, sicer pa pejte na aparatus.si, pošiljnica podpri 4,8 € za Anžetove mince in pa predvsem tudi za čistila, da bo lahko spucal stole, na katerih smo goli sedeli med to snemanjem te 69. epizode. Potem greste lahko na aparatus.si, pošiljnica salca, super darilo za vaše bližnje, recimo, to je dosti velika šalca, da tudi babica si not lahko recimo knajpovo ječmenovo kavo pripravi za zajtrk, not nadrobi pol kajzerce, smo tudi testirali, se pravi pol kajzerce pa deci in pol knajpove ječmenove bele kave gre v to skodelico. To je super, perfektna in tudi kalorično ravno dovoljšna doza za ženske nad 85 let, tako da... Koliko časa lahko govoriš te stvari? Prosti, ki sem te prekinul. Pejte na aparatus.si na Facebooku, aparatus, počrtaj si na Twitterju, dajte nam kakšno ceno v iTunesih, lahko nam napišete v iTunes kakšno ful lepo božično željo, novoletno željo, Hanuka željo, pač karkoli že. Kwanza željo. Željo ob dnevu samostojnosti. Tako da ja, to pa... Ja, pa imamo mail, ne? Mail imamo. Ja, glave@aparatus.si. Tako da dajte kaj pisati nam, kaj bi še radi, kaj bi po novem letu radi. Za zadnjo pred novim letom pripravljamo nekaj toliko posebenega, da še Anže zdaj ne ve, ker mu še nisem razložil. To je res. To je drugač pa drug teden, zdaj če boste, ne, drug teden poslušajte Weird zadeve tudi na... Ja. Dobre bojo na podrobnostih. Podrobnostih. Pižama je na vseh podcastih. Jaz sem posod. Edini aparatus sem bil sam enkrat. Ja, sam tam bil enkrat, to je pa to. Saša, kje se tebe najde na internetu? Poleg TV-ja, to si vemo. Ja, na Facebooku me lahko najdete, Saša Stare. Profil, na Twitterju me, ful ma tweetam. Malo več. Ful me straši Twitter, slovenska Twitter scena. Vsi so ful nesramni, ker naenkrat lahko hratejo. Ne vsi, sorry, ne zdaj, zdaj me bojo napadali. Ne, ful hiter so tako...
fakt cinizem laufa, potem v Twitterju hiter, ker na Twitterju nisem toliko... Ne, so tudi prijazni ljudje. Vem, da so, to sem, šala je bila šala. Ja, tako da na Facebooku me najte, na Twitterju me pofollowajte, na Instagramu lahko dobite kakšne... Na Instagramu, a ti sledim, ne? Ja, mislim, jaz tebe sledim. Pa ful malo objavljaš. Ful veliko hrane objavljaš, stari. Sem te že hotel reči, da je nehi v izi. Se nalaš glih zaradi tebe, ker vem, da mi slediš, da si pa, fakt lača, sem moram jaz. Ti skozi ješ bolj, kaj jaz, stari. Mene to, ne moti me ful, ampak tako pač malo meno. To je ta Slovencem. Se se glih to reči, to je slovenskega stavka. To je ta stvar. Mot me, da ful bolj ješ, kaj jaz. Tako da, ja, Saša Streja, Facebook. Kaj še predstave zdaj pred decembrom, kaj tazga, da te folk prija gledati, kaj še ni bilo. To moram povedati, Saša je sicer član kolektiva Kud Kiks, ki ful skrbi za dobro improvizacijo. Imate zdaj kaj? Imamo 21.12. lahko pridete v mestno knjižnico Kranj, v dvorano, tam imamo en lep impro dogodek, ki bo super sin bomo delali. Ne vem, to je zdaj, da bom razložil, kaj je. Ful je fajn. Impro je, ustvarjamo gledališče brez scenarija, ker je nepar improvizatorjev bo prišlo povabljeni, vstovine pa ni, ker je v časti mesta knjižnica Kranj. Odlično. Tako da lepo vabim. Mestna knjižnica Kranj je tudi super plac, deluje pomirjujoče na dušo, ker je to edin kraj v Kranju, kjer ne vidiš globusa. Ker si v globusu. Jaz dejansko vem, tam zdrajanje kebab jučak, v glavnem pižama. Pizama na Facebooku, ne Pizhama, na Facebooku, na Twitterju pizama.net. A kje nastopaš? Nastopam dejansko 17. imam v Koloseju, 50 odtenkov njive, tako da pridete dejansko, tako kot vam izkušam s temi nastopi, tam folk ne hodi z hamburgerji noter, tako da je kar v redu, pa ni trailerjev na začetku, ni trailerjev prej, ne, to je tudi kar nekaj vredno. Ja, pa bomo pa zdaj to soboto, zdaj, ko poslušate ta teden, sprav, kaj smo to sobota, smo 12. ne, meni se zdi. 12. bomo pa z improleptiki se bom pridružil po 100 letih, spet bomo imeli zvečer ob 8. v Pritličju, bomo v okviru tega festivala, čas je za, bomo malo improvizirali. Tako da pridite tudi to. Če imate najstnike v hiši, ali pa tudi odrasle, Šnofjeva druščina, to zmeri priporočam. Ful dober strip. Ja, dejansko. Anže se dere na knjižnem sejmu, koliko je to dobra knjiga. Randomly sem stal zraven njega s Šnofjem, pa se daro izjemno. Ko res na glas, to bi bilo kul. A ja, okej. A so pa še varnostniki. Ja, skor. Anže vlada ta cringe humor, ne? Se vidi, da je Ricky Gervais fan. Gervais, okej. Ricky Gervais. Jaz sem na Twitterju afnan, to so bile 69 glave. Zdaj bom rekel 3-4 zdaj in vsi naredimo zvok od lightsaberja. Okay, cool. To moramo reči, okay? To je za konec. Okay. 3-4 zdaj. Žving. To je tako slabo. Žving. To je to, ne. Klej bom ustavil. Mislim, da je to naslov. Žving smo to res naslov, star bolano. Adio.